Pozdravljeni v petkovem zajtrku z avtorji. Danes bomo začeli s prvim sklopom, ki je študijski film 2. In z mano so že trije avtorji oziroma režiserji filmov. Potem bomo pa še drugi sklop naredili, kjer bo še ostali trije iz istega programa. Tako da začnemo kar s filmom Exercise, Žiga Stupica. Živa, Žiga. Tvoj film je animiran film o kokoškah, ki se lotijo enega precej nenavadnega podviga. In sicer začnejo dvigovati uteži, če se ne motim, Ja, tako je. telovaditi. Kaj te je napeljalo na to idejo? Mislim, bilo več faktorjev, no. Predvsem je bilo to, da jaz sem si izbral za kokoške, je bilo to, da pri nas pri sosedih, ne, imajo kure in se dostikrat zgodi, da k nam na našo stran uidejo in pač zganjajo norčije pa take stvari. Mislim, glih bodybuildajo, ne, ampak tako, to je bila pač glavna ideja, ne, da pač se mi zdijo bolj take kokoške, bolj zabavne pa smešne, ne, pa bi lahko naredila risanko s tem. Potem sem pa dobil še eno idejo, ne, ki mi je sestra predlagala, da naj naredim risanko malo bolj tako izobraževalno, ne, da bojo otroci malo vse iz tega, kaj naučili, pa imeli kakšno znanje pridobili, ne. Potem sem pa razmišljal, dobro, lahko bi pa kaj tako za telovadbo, ne, noter uvedel, ne. Pa sem še nekako pogruntal, ne, kako bi lahko to vpeljal noter. V tem času sem pa tako začel ful poslušati to glasbo, ne vem, iz 80-ih, tej synthwave, ne, take, ko so imeli tudi fitness pa aerobiki. Pa sem razmišljal, da bi bilo to zelo zabavno noter uvedeti, ne. Pa se pač vsi ti faktorji so se pa noter sklopali, pa to nastala ta risanka. Ti si študent višje šole za, če imam prav napisal, digitalno umetnost na Novi Gorici. Tako je. Imaš kakšne posebne vzornike pri recimo animaciji? Imam, ja, sem dosti več ameriški animatorji, tudi ene par japonskih, imam tako ful veliko, lahko imam slikarje pa ilustratorje, tako ful več tih inspiracij dobivam, tako da. Pa boš nadaljeval to pot animat? Seveda, to vsekakor. Hvala. August Brat, režiser filma Smeh, dokumentarnega filma, ki raziskuje raznolikost nasmehov. Sem te v bistvu hotela vprašati, zakaj smeh, pa sem se bala, da boš rekel, zakaj pa ne, tako da bom mogoče malo drugače vprašala. Namreč, odkot pač ta ideja za film? Ker se mi nekako zdi, da če nas karkoli ločuje mogoče od živali, je to ta sposobnost, da se mi lahko smejimo. Mi se mi zdi zelo taka res bistvena človeška lastnost in mogoče, če te je kaj takšnega navdihalo pri tem. Ja, predvsem se mi zdi ta film tako, da je kot neka bolj raziskava o smehu, torej ne glih neka komedija kot cel film. In to mi je všeč, da je to tako pol postalo. Ideja pa sem spremljal, mislim, čisto v resnici je bilo tako, da sem prvo mislil o mojem mački narediti film, dokumentarc, ker smo na faksu dobili to nalogo, ampak pač produkcijsko je to težko enega mačka snemati, pa kaj takega, in so rekli drugi nekaj se zafrkavati, pač, ampak ti si, dober humor imaš pa to, kaj če bi kaj smešno naredil, kaj takega. In pol sem glih takrat videl film o Dominika Menceja Smeti, ki je bil tudi pol tukaj nagrajen in mi je bilo všeč to nekako tako ta poetičnost tega, hkrati pa tudi to enostavnost, da obravnava eno temo, ne pa posameznika. In pol je smeh nekako prišel tako kot ideja in sem se malo poglobil v to, pa smeh tudi iz našega dihanja izhaja, recimo. Torej, zakaj se na ha smejimo, ker je to tako iz tega pride ven. In pač zanimivi so mi te različni aspekti smeha in kako potem nekateri se bavijo s tem, nekateri pa vsi to uporabljamo kot tudi izrazno sredstvo, lahko imamo posmehovanje pa kaj takega, torej lahko tudi negativni smeh v tem smislu, če gledamo in nekako tako to me zanima. V bistvu si pustil smehu, da sam govori v tem filmu, brez nekih komentarjev in to si se verjetno zavestno potem odločil? Ja, naredili smo tudi intervjuje z vsemi, ki so not bili pa tako in talking head, ampak nekako sem res poskusil, da ne bi se razlagalo o smehu, da bi zdaj dobili nek zdravstvo, mislim, da bi imeli smo tudi zdravnika, ki je govoril o smehu in tako naprej, ampak vse, kar res se pove tako po faktih o smehu, je to, kar pove ta učiteljica smejalne joge. Ampak vse smo samo spremljali, torej to sem nekako hotel, da ni tako, da nam narekujejo sami, kaj si ne mislimo o smehu, ampak da sam spremljamo, pa potem upam, da je okej.
Kaj pa tebe osebno najbolj nasmejalo? Pri snemanju, recimo, ne v zadnjem času. No. V zadnjem času. Kar na snemanju mogoče. Na snemanju. Po mojem, ker sem že omenil, včeraj tudi te otroci, to se mi zdi, ker nimajo dobene fasade in se ne pretvarjajo. To se mi tudi zdi zanimivo, ko te kdo fotografira, se ti nasmejiš skoraj avtomatično. Tudi če se počutiš moče slabo ali pa kaj takega, to je naš nek odziv, to je naša podoba, ki jo hočemo dati nekomu, kako se trenutno počutimo, tudi če se ne. In pri otroci se mi zdi pa, da oni, če se slabo počutijo, če so jezni, oni to sam pokažejo brez dobene zavese pred sabo ali kaj takega in tudi tukaj je bilo pol tako, da so se zafrkavali, vse možne vrgolije delali in je bilo to kar lepo in smešno. Hvala. Jan Marin. Ja. Živijo. Tebe dosti vidimo tukaj, ker si tudi član te ekipe. Tako da hvala, ker zdaj nadomeščate Jana tukaj. Nihče me ne nadomešča, tam je kamera prazna. Ti si nenadomestljiv. Ti se zahvalite za manjšo spektakularnost tega prenosa v bistvu tebi. Ne smo mali, ampak cele ekipi. Cela ekipa gara 20 ur na dan. Res je, res je. Jan, Nazaj je naslov tvojega filma. V njem zajameš eno situacijo, ki jo pozna veliko ljudi, sploh naše generacije, za nekako pač mogoče delo v tujini, odhod pač iz domačega kraja in potem tudi posledično neko soočanje s tem, da se naši starši recimo starajo, da bomo mogoče mi postali kmalu tisti, ki bomo mogli skrbeti zanje. Si to izhajal iz pač osebnih izkušenj ali si nekako hotel zbrati to izkušnjo v glavnem? Jaz pravim tako, vsak film, ki ga nekdo naredi, ima nekaj osebnih izkušenj. Vsak film je oseben. Tudi pri meni pač je bilo nekaj osebnih stvari, stvari, ki sem jih videl tako ali v svoji okolici, ali sem jih tudi sam izkusil. Potem pa pač, če spremljaš medije vsak dan, opaziš še tu kakšno zgodbo in potem se ti te neke koščke začnejo v glavi sestavljati in priješ do neke zgodbe. Pa se ti zdi zahtevno strukturirati to zgodbo oziroma pripovedovati na ta način, da to ne izpade patetično? To se mi zdi, da je neko tveganje, ki se sploh mogoče pri nas v slovenskem filmu včasih. Tu se strinjam, tu se čisto strinjam s tem. Je pa res, da je tudi moja želja bila bolj ali manj že od vsega začetka nekako pobrati oziroma dodati temu filmu nekaj malega žanra. Malo thrillerja, malo drame. In mislim, da sem s tem nekako poskusil ravno to patetično dati malo na stran. Tako da. Jaz mislim, da ti je uspelo. Hvala. Ja, mogoče še kaj povedati. Mislim, tle je bila pomembna tudi seveda cela ekipa, ker ekipa je bila fenomenalna. Zahvalil bi se res čisto vsem. Tamari, Roku, Andiju, pač res čisto vsem, ki so. Veste, kdo ste? Ja, Sari. Tako da en lep aplavz za vse vas. Hvala lepa, pa tudi za vaše ekipe. Se vam zahvaljujem, ker ste bili gostje. Zdaj pa v bistvu vabim že iz naslednjega dela in sicer Ano Trepše in Ester Ivakič. Zdaj pa ne vem v bistvu, če sta tudi Maja Križnik pa Iza Skok prisotni. Tako da, če sta, jo vabim zelo lepo na oder. Z mano sta že avtorici dveh preostalih filmov v tem sklopu, ki sta danes prisotni tu z nami. In sicer pozdravljam Ano Trepše, avtorico filma Voza. Živijo, Ana. Zdaj, tvoj film je nastal kot šolska vaja, ne? Tako si mi včeraj povedala na pogovoru. Kakšna je bila dejansko vaša naloga pri tej? Se pravi, naloga je bilo narediti sceno bdenja. Bdenje je krščanski običaj med čuvanje telesa med smrtjo in pogrebom pokojnika. In na tem običaju, to se ponovadi naredi v hiši oziroma v stanovanju pokojnega, v
prehajajo prijatelji, sosedje, to ni treba načevati, to samo prideš, izpoštuješ, to je to. In tako se je tudi zgodilo v mojem filmu. Pač ponovadi se zgodi to, da vsaj tako pravijo ljudje, jaz še nisem bila na vedenju, da pridejo random ljudje in potem pač tudi sem izkoristila to, da nekako, da naredim ponovno srečanje dveh ljubimcev, ki potem začneta tam razčiščevati stvari. Kako si pa izbrala igralca za to sceno? Ker se mi zdi, da je zelo... njega in njo v bistvu, ne? Ker je zelo takšna, zelo intenzivna, pa zelo na intimi gradi, ne? Je bilo težko se pač pripraviti na to raven, s tem kakšne reference mogoče? Pa... Več sem delala na razvoju lika nje, ker njega, on mi je bil dosta, mislim, ne znam opisati, ampak pri njemu sem bila tako, pač koga bom videla, bom vedela. O njej sem pa več razmišljala in sem hotela, da z igralko narediva lik, da je ona tudi mogoče malo razvajena, v smislu, da kao pride sem, zasenč pokojnika in v bistvu sem imela kakorkoli neumno to zvenelo, imela sem v mislih, da hočem, da ta moja igralka zgleda kot Lana Del Rey. Ali da se obnaša tako nonšalantno. Kar se pa tiče njega, to je mogoče malo moje neresnosti, ampak njega sem pa dobila šele ene par dni pred snemanjem, tako da to je bilo v bistvu vzem ali pa ne vzem, ampak mislim, da je super naredil stvar. To je Nenad Pečinar iz Novog Sada. Drugače študiraš v Beogradu, na Fakulteti dramskih umetnosti. Imaš kakšne izkušnje tudi mogoče iz Slovenije, pa poznaš pač prek kolegov, kakšna je recimo pri nas situacija študija, pa mogoče lahko kaj primerjaš? Zakaj si se recimo ti odločila konkretno, da boš v Beogradu študirala? Pa to je bilo eno veliko naključje takrat pred 3 leti. Še sama ne vem, sam tako se je šlo. Če pa primerjam, vem, da je tako, da na AGRFT-ju snemajo diplomske filme na koncu 3. letnika na filmski režiji, ampak da imajo pač v vsakem semestru dosti vaj iz vsakih predmetov, medtem ko mi imamo vsak semester eno glavno vajo, se pravi vsak semester posnameš en ali več filmov. Se pravi, se mi zdi, da je bolj skoncentrirano, se pravi 3-4 mesece delaš na enem filmu, pač si nabereš ful enih sodelavcev, tudi do 30 ljudi, ne vem, recimo, odvisno, koliko si ambiciozen, odvisno, koliko imaš denarja, ki ga nikoli nimaš, ampak in probaš pol to, probaš narediti en tak zaključen film, kakor vajo. Pa v luči tega lahko mogoče sklepam, da boš tudi nadaljevala potem mogoče v Beogradu, ali imaš kakšne druge načrte? Pa evo, zdaj me čaka še 1 leto, še 4. letnik, pol pa mislim, da masterja, se pravi podiplomnice, ne bom opisovala tam. Trenuten plan je, da se vrnem v Ljubljano. Super, hvala. Ester Ivakič, ti si pa avtorica filma Aha, ok, animacije. Za meni je vedno takšna, se mi zdi malo na obeh stranih nehvaležna naloga, ker nekako sploh take vrste animiran film, je težko nekako moraš ga že kar takoj interpretirati, če hočeš karkoli povedati o njem. Ampak vsem bi te mogoče vprašala, kakšna zgodba stoji vzadaj za tem, ker je dosti pač eksperimentalen v naravi. Ja, v bistvu na začetku je bilo mišljeno, da je ena zgodba, ker smo tudi mogli narediti scenarij in pač vse te stvari. Ja, pač je bila ena zgodba, ampak potem, ko sem se spravila to animirati in sem pač to tudi prvič delala in nisem niti predstavljala, kako to poteka, kako bom zdaj si organizirala delo in na koncu pač se nisem več držala niti storyboarda, niti ničesar in ta zgodba je pač, so samo meni vtisi nečesa, kar pač je bilo podobno nečemu na storyboardu in ja. Kako si pa v bistvu ustvarjala? Kakšen način animacije je to?
Ja, to je pač cut-out tehnika in jaz sem, v bistvu sem imela, najprej sem tudi mislila, da bo sam cut-out, da bom sam pač te like naredila, ne vem, okončine iz papirčkov in pač, ne vem, vse stvari v zadju. Pa sem ugotovila, da so, ne vem, te niti ful fajn tudi premikati, pa sem še neke pomarančine, pač olupke, pa neke stvari. Pač ne vem, pol na koncu sem vse, kar je bilo pač blizu animirala. Ta slog se mi zdi precej inovativen. Vse jaz pač recimo, ker nimam mogoče niti toliko izkušenj z animacijo, pa s tem nisem v bistvu nekako še videla prej, verjetno nekaj takega. Pa me zanima, imaš kakšne vzornike pri tem tudi? Mislim, da ne. Ne vem, zdaj se ne spomnim vzornika. Okay. Najlepša hvala. To zaenkrat vse. Tako da en lep aplavz obema avtoricama. Mi bomo šli pa naprej z drugim sklopom in sicer z najprej kratkima filmoma Peter Peter in Mali princ, ki sta včeraj spremljala celovečerni film Borisa Petkoviča Utrip ljubezni, ki ga bomo pa ravno tako gostili zdaj v tem naslednjem sklopu v studiu. Hvala. Pozdravljeni nazaj v Zajtrku z avtorji. V studiu zdaj že gostim ekipi, oziroma 3 ekipe, oziroma avtorje filmov, ki so včeraj zaključili s festivalskim programom. Sicer je to najprej kar Katarina Nikolov, avtorica filma Peter Peter. Pozdravljena. Zdravo. Živa. Torej, Peter Peter je animacija in na nek način ste videli kot reinterpretacijo slovenskega junaka Petra Klepca. Nekaj postavljamo v te sodobne čase. Moramo omeniti, da tudi vse 3 filme nekako vodi rdeča nit repa, pravi nekako podobna tematika. Tako da me zanima na začetek, kako da ste si izbrali prav Petra Klepca za tega junaka vašega filma, oziroma kakšen je bil v bistvu sploh začetek, ideja tega filma? Mislim, kot prvo se mi zdi, da če bi Peter Klepec že takrat poznal rap, da bi on sigurno kaj takega naredil. Potem razmišljala sem, ko sem se odločala za tematiko, da naši otroci zelo malo poznajo ljudsko pripoved in da jim je fino to na nek način približati, sploh na sodoben način, zato sem se pol tudi odločila za rap. In predvsem, da bi mi približala v bistvu to tematiko nasilja med mladostniki in reševanja nekih konfliktov, sem to umestila v nek sodoben prostor, kjer v bistvu se otrokom dogajajo iste zadeve, kakor so se dogajale in se bo še dogajale, ne glede na čas, prostor ali pa starost. Namreč vsi smo lahko enkrat Petri Klepci, vsi se lahko znajdemo v taki situaciji in takrat je dobro vedeti, kako to reševati nekako z neko rešitvijo, ki ni nasilna, recimo, in da najdeš to nekje vse. To se mi zdelo tako pomemben, da je možnost, da drugače reagiraš. Ja, to se mi je zelo posebej zanimivo. Zdaj, v Petru Klepcu imamo dobro vilo, ki mu da čarobne moči. Medtem, ko v filmu se tukaj zdaj že lik zaveda, sam v bistvu že ugotovi, kaj je nauk te zgodbe. Se mi zdi, da zdaj otroci sploh še verjamejo v pravljice? Ali so že v bistvu s tem, da imajo toliko dostopa do informacij, nekako razčarani v tem smislu, da že znajo sami interpretirati te pravljice in da jih že razumejo na ta način? Ja, mislim, v dobre vile ne vem, če verjamejo, kakšne zobne še ne, kakšne prenesejo, ampak dobre vile so pa tako, se pravi, te čarobne vile, bi jaz rekla, to je v bistvu neka čarobnost, ki pa vseeno obstaja, ne glede na to, vila je ali jo ni. Se pravi, to je nekaj, kar je v nas in ko to poskušamo najti, v bistvu smo našli to dobro vilo. Se pravi, vsak v sebi nosi to rešitev, ki je na nek način univerzalna in pač čarobna, če jo prepoznaš. To sem jaz nekje hotela povedati. Vmes pa še pač čez to zgodbo, približati tudi to neko ljudsko umetnost, ker se mi zdi to, kar sem že prej rekla, da je fajn, da otroci včasih najdejo odgovore tudi v knjigah. To mi je bil tudi nek tak point, da je treba malo več brati. Kakšna bo pa nadaljna pot filma?
Ja, mislim, zdaj pač dogovarjamo se, da film vidi čim več otrok, seveda. Ne? Obstajajo interesi, seveda, tudi, da gre nekako v šole. Ne? Tam predvsem je ta populacija, ki bi to morala videti, ne? Pa se začeti o tem pogovarjati in tako naprej. Kino, čeprav glede na dolžino, je to neka druga pot potem, ne? Ker ni samostojna risanka in bo verjetno morala s kom sodelovati. Ne? Lepo videti v bistvu. Ja, mislim, na velikem platnu je to čisto drugače, tudi zaradi muzike in zaradi vsega. Ne? Ja, ne vem, včeraj mogoče bil nek tak preview tega, ne, kako bi izgledalo, tako da mogoče bomo posneje tudi vprašali avtorja filma Utrip ljubezni, če bo mogoče premislil o kakšni takšni rešitvi. Zaenkrat bi pa besedo predala Mateju Pelhanu, pozdravljam Matej, ki je pa avtor filma Mali princ, oziroma soavtor, če jaz pravilno vem, ker je tudi Luka, protagonist tega filma, imel avtorski pristop, se pravi, tudi on je neke dele filma posnemal, ne? Ja, na nek način ja, ampak predvsem Luka in njegova življenjska zgodba in ta način pravzaprav, kako rešuje svoje težave, mi je bil navdih. Namreč Luka je otrok, mladostnik, ki ima težko obolenje, mišično distrofijo, ki napreduje in že zdaj pri teh letih praktično ne zmore samostojno opravljati praktično nobene aktivnosti, kot se obleči, piti, vzeti kozarec, napisati nekaj, ki jih mi seveda opravljamo, brez da bi sploh kaj pomislili. No in dva sva se spoznala, namreč jaz sem psiholog, delam v centru, kjer se on izobražuje tudi in takoč v enem pogovoru mi je rekel, jaz bi rad videl sebe, ni rekel, rad bi hodil, ampak rad bi videl sebe na fotografijah, kako bi izgledal, če bi lahko hodil. Kako bi izgledal, ko hodim, ko rolkam, ko počnem razne stvari, ki jih drugi ne počnejo. Videl pa sem njegovo življenje, koliko on je recimo preko računalnika, koliko se ukvarja recimo z glasbo, repa, piše besedila, nastopa, ne. Pravi aktiven, do konca, bi rekel, ustvarja svoj svet. To je meni tudi kot psihologu en tak, se mi zdi, osnovni recept, ko recimo sami sebi gradimo svoj svet. V bistvu in dostikrat si ga gradimo tudi v domišljiji. Domišljija ne pomeni vedno, kot bi rekel, zapreti se nekam pa izločiti težave, zatisniti si oči pred težavami, ampak mnogi, vsaj jaz recimo in mnogi drugi iz tega domišljijskega sveta lahko črpamo navdih za življenje. In meni je to dalo misliti, kako to narediti namreč. Lahko bi naredil, lahko bi vzel fotoaparat, pa bi nek naredil, pa v Photoshopu naredil montažo, ampak to mi ni bilo, ni bil štos v tem. Tako da sem pomislil, da tako v življenju, ko ima človek težave, na prvi pogled se zdijo nerešljive. Potem pa treba včasih samo, da spremeniš perspektivo na te iste težave. In prav dobesedno to sem naredil tudi v tem filmu. Se pravi, nekdo, ki ne more hoditi, ampak če leži na tleh in ga pogledaš z vrha dol, spremeniš perspektivo, potem se ustvari neka iluzija, neka podoba, kot da bi lahko hodil. In to smo naredili najprej v enem segmentu s fotografijami, ki so postale pravzaprav kar en tak velik hit, ogromen odziv v čist globalnem smislu. Milijoni in milijoni ljudi so te fotografije videli, tudi to zgodbo občutili. Da je bil potem v bistvu sam še en korak, da smo to zgodbo in tudi ta, bi rekel, produkt ustvarili kot film. Tukaj po tem delu, ko ste ga pa potem, drug del filma je potem animiran, je animacija, in ste vi povabili potem Špelo Čadež, Mateja Lavrenčiča in Leona Vidmarja k temu projektu. Ja, seveda, kar se animacije, jaz sem, bi rekel, takrat s fotografijo sem bil čisto samozadosten.
Ne, se pravi, to smo razen pomoč fizioterapevtke, sem potreboval, ki je pomagala Luka premikati in pravilne poze postaviti. Tukaj za film sem pa rabil ekipo, ne, in v smislu animacije in konec koncev tudi v drugem smislu. To je moj prvi film, ne poznam, nisem poznal. Nisem poznal, bi rekel, načina dela. Ne. Imel sem vizijo, našel sem ljudi in skupaj smo naredili to, kar smo naredili. Hvala lepa. Potem pa gremo kar k Utripu ljubezni. Se opravičujem, preveč govorim. In sicer zdaj sta z mano Boris Petković in Jernej Gašperin, glavni lik, v bistvu filma. Ampak bom pa najprej začela kar z Borisom, s katerim sva se že včeraj pogovarjala. Se spomniš ti še vse, kaj sva se, da ne bova ponavljala? K sreči imamo vse na kameri, to je ta lepota tega dela tukaj pri nas. Ampak bom pa v bistvu večkrat ponovila kar ta vprašanja, ki sem ti jih že včeraj zastavila. In seveda prvo od teh je, kako se je v bistvu Utrip ljubezni začel kot projekt. Namreč leta 2011 si posnel en dokumentarni film v letu hip-hopa, pri katerem si verjetno iz narave dela spoznal zelo veliko avtorjev glasbenikov. Ampak si rekel že včeraj, da to ni bila prva izhodiščna točka tega, da bi se odločil za potem film o rap glasbenikih. Ja, ideja za Utrip ljubezni, ki se je takrat ne vem še kako imenoval, gre nazaj v 2008-2009, ko sem začel razvijati eno mnogo širšo zgodbo, ki je tudi odpirala več nekih linij, kot jih je danes v filmu. In tudi zaradi tega me je pol ena od poti, da raziščem cel ta rap segment, je bil posnet dokumentarc o tem, tako da to je bila v bistvu bolj posledica kot vzrok. In zdaj zaradi narave in dolgega budžetiranja tega filma in koliko nekih stvari se je vmes zgodilo, padla je meja z Hrvaško, Schengen se je premaknil in je takoj vstopila hrvaška igralka v film zelo hitro. Hočem povedati, da se je ta scenarij organsko razvijal zelo tudi glede na to, kako so se spreminjale nekako stvari okrog mene, te, ki se me nekako tičejo, ki mislim, da me oblikujejo, zaznamujejo kakorkoli. Tako da to je bila, ni pa to zdaj, mogoče že ponavljam se kot ptiček na veji, da moja fascinacija z rapom, s tem, da še vedno mislim in danes in še rad bom to ponovil za ta audiovizualni medij, da je rap v Sloveniji edina oblika, ki brez dlake na jeziku in brez vsakršnih filtrov govori na eni strani o stanju v družbi, na drugi strani pa o problemih mladih ljudi oziroma o ljubezni. Tako ena taka blazno odprta forma, ki jo, če hočete v enem takem v tej žepni državici Sloveniji v vsakdanjem življenju ne vidimo prav pogosto. Jernej, kdaj si pa ti pristopil, oziroma če te je Boris povabil zraven k projektu? Ja, dobro jutro najprej vsem. Ja, Boris, ne vem, koliko časa pred začetkom snemanja sva se mi da prvič videla. Boris me je povabil na en krajši razgovor, imela sva kakor eno tako audicijo, jaz sem tudi moral pripraviti en rap komad. Si že prej več rapal? Ja, jaz sem nekaj rapal v 6. razredu, ampak to Boris ni vedel. In tudi mislim, da če bi vedel, me ne bi vzel za ta film. Ker če bi tisti jaz pokažem samo najboljšim prijateljem, ker vem, da bodo, ko bodo to slišali, še ostali moji prijatelji. Boris me je povabil in rekel, ne pač pripravim en komad in sem jaz tam odrepal od ljudi za ljudi, ker pač to vsi znamo, v smislu tekst mi je bil domač, pa všeč mi je pesem bila že tudi kot še mlajšemu. Ja, in potem smo začeli se dobivati in delati na scenariju, se dobivati tudi z Judito in potem smo širili ta krog okrog Brunota, pa je prišel še Zlatko, pa je prišel še Leon, Ček, pa je tako naprej. Smo
kaj se vem, ko je bilo to, par mesecev prej, ne? Organsko. Organsko. Zelo Organsko. povedal. Meni je v bistvu tukaj zelo izpostavljen en element, se mi je zdel pa en tak bistven pri izgledu filma, Ljubljana, kako je predstavljena. Ne. Zdaj to mogoče niti ni nujno ta Ljubljana, ki jo mi poznamo. Ne. To je zdaj tvoja Ljubljana, nekako tvoja interpretacija, kako bo izgledala za ta film. Tako da me zanima, kako si lokacije našel za to, pa mogoče lahko ponoviš to zelo zanimivo zgodbo o iskanju lokala, ki so jo včeraj že predebatirala. Ja, dobro, zdaj ne, mogoče s tem klobukom delujem res malo ruralno, ampak imam se za zelo urbanega človeka. Tudi živel sem v, bi rekel, nekaj velemestih na svoji življenjski poti in sem urban človek in tudi mislim, da delam urbane filme, te, ki se tičejo neke urbane problematike. In zdaj, kdor misli, da je Ljubljana urbano mesto, tudi arhitekturno, moram reči, da se kar moti. Ne? Ta Ljubljana tudi tako, če hočeš karkoli urbanega posneti, imaš zelo velike težave, ker je ali je tma, ne? Torej ni nobenih luči, ali je to neka arhitektura 19. stoletja, ne? Oziroma začetek 20. kakorkoli, se pravi ta Avstro-Ogrska. V glavnem nekih takih urbanih elementov nimaš. Ne? Zdaj, če hočeš, moja prva fascinacija s Parizom, ko sem prihajal z avionem, je, da te že pol ure preden ti prideš do Pariza, te svetloba butne, ne? City of Lights, mislim, to je fascinantno, to je, a veš, kako te to. In se pravi, smo iskali te neke stvari, ki lahko delujejo zelo urbano, ne? In potem se je pojavil, recimo to, najdeti urban bar v Ljubljani, ne? Nič lažjega, ne? Z Markom Brdarjem sva hodila cel teden, na koncu sva se že tako kregala, da noben od naju ni bil zadovoljen. In potem sem jaz rekel, zdaj pa dost, in sem šel do producenta in sem rekel, naredili ga bomo. Ne? In smo v podhodu Tivoli, ki je s temi neonskimi lučmi, ki ima že a priori tak urban dotik, in se pravi, mi smo recycle bar, naredili smo školjke, tele toaletne školjke, pa hladilnike, vse te elemente. Naredili smo ta recycle bar, Marko ga je seveda sjajno osvetljiv in to zgleda, mislim, to je lahko v Parizu, New Yorku, Tokiju, mislim, tak bar je lahko kjerkoli na svetu in zgleda urbano. Tako da to mi je zelo pomembno, mislim, ta nek urbani moment, no. Sej zato sem pa jaz v Ljubljani več ali manj doma, veš, jaz ne hodim veliko okrog, ker ne vidim blazno veliko urbanih stvari, še Metelkovo naj nam zaprejo, pa gremo lahko vsi spat ob 10. Ja, res je. Si mi mogoče že od začetka tudi zamišljeno, da bo to na nek način mladinski film, oziroma da bo v bistvu, da bo sta protagonista zdaj pač mlada, zaljubljena in tako naprej? To je ta zgodba z budžetiranjem filma. Ne? Te neke prve verzije, ki smo jih tudi prijavljali na razpise filmskega centra, ki so bile tukaj širše, bi rekel, je ta neka zgodba bila tudi postavljena v letih z glavnimi junaki v neka 20. Ne? In potem, ko sem že obupal nad tem scenarijem in vse, je Frank Celert, producent, ki je res srcem verjel v ta film, ki je motor tega filma, ki je tudi, če hočeš, ta neka scenografija, ki je bil tako izraven, je rekel, to se mora daj flipert, ja, daj bomo dali ročni fuzbal, dajmo te elemente, je bil tudi on zelo za to noter. Me je takrat prepričal do tega, da sem napisal, se pravi, novo verzijo scenarija, da sem oklestil scenarij, da sem kastriral samega sebe, če hočete, da sem malo patetičen, in da sem ga prijavil na razpis TV Slovenije, ki je bil razpis za mladinski film. Kar pomeni, da sem znižal starost glavnih junakov, potegnil ven to neko ljubezensko linijo, probal to postaviti v nek duh časa, današnjega, in spat sem seveda te naše, s pomikom Schengena naprej je zelo hitro tudi Hrvatica vstopila v ta film, ker se mi zdi, da Ljubljana pa Zagreb, mislim, to je urca vožnje, da bi morali malo več takole hoditi
pa se pogovarjati s hrvaškimi ustvarjalci, z ljudmi. To se mi zdi še vedno zame en prostor. Jernej, kako pa je bilo delati z Judito? Kako so se ujela? Super. Super. Mislim, že na samem začetku, ko smo se prvič videli, smo nekako bili ves čas na isti ladji in je šlo samo naprej. Ne vem, nismo imeli nobenih težav. Seveda smo imeli tudi kakšno ustvarjalno krizo ali pa smo se spraševali, kako kakšno stvar narediti, ampak ne, saj ne vem, je tukaj Judita. Hvala, Judita, da si bila z mano v tem filmu. Super je, Judita. Jaz se tudi vam zahvaljujem, v bistvu, mogoče še zadnje vprašanje, no, čisto za konec, na hitro. Kako bo zdaj s filmom v kinematografiji? Ja, super, hvala za to vprašanje. Naš producent in distributerji bojo zelo zadovoljni. Čas za EPP, dragi moji. 13. oktobra štartamo z premiero. Kaj se bo zgodilo? Nekje okrog 3 popoldne bomo na železniški postaji repali, brejkali in ne vem kaj še. Pol se bomo vsi skupaj usedeli na vlak in se bomo peljali cela ekipa v Celje in bomo spet repali, brejkali in še kaj. V Celju se bomo pojavili na projekciji, bomo najavili projekcijo in zapustili Celje, bomo šli spet na vlak, repali, brejkali in še kaj. In potem bomo prišli v Ljubljano, v Kolosej, bomo najavili film, bomo malo brejkali, repali in še kaj. In mislim, da je to bo pa sigurno še kaj. No? Super. En lep aplavz za ekipo. Lepo pozdravljeni. Kar nadaljujemo zajtrki z avtorji. Tukaj v studiu so se nam pridružili avtorji 2 dokumentarnih filmov, in sicer najprej Matjaž Ivanišin in pa Darko Sinko, scenarista, režiserja, snemalca in še kaj dokumentarnega filma Hiške, in pa Rado Likun ter Jasna Hribernik, režiserka, scenaristka filma ter direktor fotografije in producent filma Vitanje v vesolju Sunita. Gre v bistvu za 2 zelo različna dokumentarca. Eden je o ljudeh, ki so zelo navezani na svoj dom in na zemljo, na kateri prebivajo, tako da jo včasih sploh ne želijo zapustiti. Tudi če grejo samo na morje, se takoj želijo vrniti. Drugi pa v bistvu govori o tem, da si kot ljudje vedno želimo odkrivati nove svetove oziroma nove razsežnosti o potovanju in odkrivanju vesolja. Tako da mogoče bi kar začela pri vama, Darko in Matjaž. Darko, ti na začetku filma poveš, da si najprej želel posneti film o zapuščenih domačijah, ampak si potem raje posnel film o tistih, ki še vedno obstajajo, in o ljudeh, ki v njih živijo. Odkje v bistvu ta fascinacija s temi domačijami, s tem krajem, kako se je v bistvu ta zgodba začela? Ja, se to povem kot jaz, ampak v bistvu je to najna čist skupna so bila ta pota in razmišljanja. Ja, ideja začetna je bila se posvetiti zapuščenim hišam. To je bila taka neka, še zdaj se mi zdi dobra ideja, ampak smo v procesu se zaradi različnih vzrokov, časovni ali pa težko smo dostopali do ljudi, ki bi govorili o drugih domačijah, ali pa te res zanimive stvari, ko so nama jih privat govorili, jih niso hoteli govoriti pred kamero. Ali pa, ne vem, ko smo delali raziskavo, smo recimo videli neko fajn hišo, pa je zelo težko bilo ugotoviti, kdo so sploh ti ljudje, ki so nekoč tam živeli, ali pa iskati njihove sorodnike, ne vem, čist druge in tako naprej. Ampak ko smo iskali te zapuščene hiše, oziroma ko smo se smukali tam po teh krajih, odkoder je moj oče, smo tudi hodili okrog do teh sosedov in
je pač v neki fazi se nama zazdelo, da so pa mogoče te žive domačije, pa živi ljudje, ki so lažje tudi govorili o sebi, da je to mogoče prava pot in smo se odločili za to. V bistvu vidva sta praktično vas film posnela sama. Kako sta si recimo razdelila delo, en je bil snemalec, en je snemal zvok, kako sta v bistvu scenarij napisala skupaj, mogoče, če bi malo več o samem procesu dela lahko povedala. Mislim, ko sva se pač odločila, da bo vse posnela v tej določeni vasi, je v bistvu bila stvar dosti enostavna, pač zaradi tega, ker je pač Darko že poznal ljudi, se nam je zdelo pač absolutno primerneje, da je on pač ta, ki je na drugi strani kamere, da jaz prevzamem kamero, on pa istočasno zvok. Proces je pa potekal na ta način, da sva pač najprej šla obiskati vse te ljudi, se z njimi pogovarjala in potem si se usedla skupaj in sva poskušala izluščiti, kaj bi pri vsaki domačiji, o čem bi se pogovarjali potem, ko bi dejansko snemali. Tako da v bistvu ni bil ta proces spontan, da smo mi šla pa smo se kar pogovarjali, ampak smo najprej šla brez kamere, opravila te pogovore, ki so bili daljši in poskušala nekako zaznati ali pa kaj bi bilo tisto, kar bi naju tudi najbolj zanimalo. V bistvu so pa imela samo par omejitev, pač določila sva si pač te domačije, ki so in sva rekla, kje je ta prostor, kjer se pač ljudje, ko si pridejo na obisk, srečajo, to je seveda za mizo in sva rekla, dajmo jih posneti vse pač za njihovo domačo mizo, da pripovedujejo o sebi, o svojih življenjih, kar se nam je pa zdelo spet interesantno, da na nek način poskušava obrati nek drug postopek, ki se ga včasih v dokumentarnem filmu ali izogibamo, ali se ga bojimo, ali pa je celo nekako podcenjen, se pravi en čist navaden pogovor, da človek na nek način o svojem življenju pripoveduje in ga mi gledamo med tem, ko pripoveduje, se pravi preko njegovih oči, gub, majhnih gest poskušamo temu človeku priti na nek način blizu. K meni je bilo recimo pri tem filmu ravno to, na kakšen način oni govorijo, v bistvu se mi je zdelo, da ima praktično skoraj vsaka domačija neko svoje narečje, ko v bistvu vedno se pogovarjamo o tem, da je slovenski jezik v filmu zelo tak trd pa nedostopen, medtem ko poslušaš te ljudi, ki pripovedujejo svoje zgodbe v nekem svojem jeziku, se pa res zdi tako pristno, tako zelo blizu ti je. Tako kako sta vidva mogoče to doživljala, ko sta gledala te posnetke, imate mogoče kakšen komentar na to? Ja, pač zdi se mi, mislim oba, da smo tudi razmišljali na tak način, včasih se mogoče res pregleda, da se v nekem, če si se sposoben nekako posvetiti ali pa če se ljudje pripravljeni tudi malo odpreti ali pa biti bolj osebni, da se zgodi film tudi čistek zelo preprosto, samo v nekem preprostem pogledu, portretu, kot da bi eno živo sliko gledal. Ne vem, mislim, dragoceno je sigurno bilo to, da smo imela nekako ta prva vrata odprta. Ne vem, to. Mislim, meni se zdi, da se res uspela ustvariti en tak zelo zanimiv, na nek način skoraj zgodovinski dokument tega okolja, teh ljudi, pa me zanima, kaj se vama zdi, da sta v bistvu s tem filmom dosegla, prikazala. Je to, kar sta v bistvu na začetku si zamislila, je v bistvu prišlo v tej končni obliki do izraza, ali ste se v bistvu tudi mogoče vmes med samim procesom kaj naučila, se je kaj spremenili? Ja, jaz mislim, da do ene točke že odseva film najino idejo, se mi zdi, ki je bila že prvotno začrtana. Tako, ko sva si zamislila. Seveda so vedno pri dokumentarnem filmu, greš z eno idejo snemati, ampak bistveno je, da si absolutno pozoren na to pot, ki skozi teče ob tebi in da ne greš samo
nekaj loviti oziroma nekaj ujeti, ampak si konstantno buden, ker včasih so te stvari, ki jih dejansko tam srečaš, dosti bolj zanimive od tistih tvojih predstav, ki si jih imel na začetku in se skriva tudi kakšna past lahko včasih v tem. Nama v bistvu je bila glavna ideja od začetka pač res to, da poskušava za vsakimi vrati na nek način zaznati, zavohati eno življenje, ki se skriva vse posod, v vsakem od nas, posod okoli nas, ki nas vse spremlja. Ne? Se pravi, se ljudje rojevajo, ljudje umirajo, se vmes odraščajo, vzgajajo otroke, se pravi, te popolnoma en cikl življenja oziroma eno minevanje, ki skozi to pride in da je to življenje na nek način izpovedano ali pa povedano. Ne? To je bila ideja. Ja, meni je bilo, sem že včeraj enkrat povedal, meni je bilo v tem smislu tudi neka taka nova izkušnja, ko si vprašala. Mislim, sej to človek nekako sluti, zelo se mi je potrdilo to, kar je bilo za mene čisto osebno zelo presunljivo, glih to, da kamorkoli pogledaš od blizu, kamorkoli, ne rabiš neke velike drame, ne vem, čist preprosta, mala stvar, se skriva not ogromno, ne. To je bilo zelo presunljivo, pa na nek način tudi malo je grozljivo na nek način, ker na en način so to mnoštvo zgodb, ki so v vsaki hiši, kot na koncu filma, v vsakem človeku, nas na nek način enoti, ne, na nek način pa, ne vem, mogoče za ta čas tudi izniči, ne, mislim, ali pa eno novo perspektivo odpira, lahko recimo, ne, to je malo, tek, sem zafilozofašil, ampak nekaj v tem smislu je bilo za mene zelo pomembno pri tem filmu, ne. Mogoče še za konec, kje se bo film še dalo videti, kakšne imate v bistvu načrte z njim, bo zdaj potoval po festivalih, ga bo mogoče videti na televiziji, to že kaj veste, ali vas ta v bistvu proces še čaka? Ja, mislim, da nas pravzaprav še čaka. No, zaenkrat bo predvajan RTV Slovenija, zdaj kak pa naprej, to bomo pa še videli. Ne. Ok, najlepša hvala. Mi pa se bomo zdaj preselili na naslednji dokumentarec, to je Vitanje v vesolju, Sunita, ki je na nek način nek tak filmski esej o človekovi želji po odkrivanju in osvajanju vesolja. Zdaj, ta dokumentarni film je na nek način zgrajen iz 3 različnih elementov. V bistvu je nek tak raziskava o življenju in delu Hermana Potočnika Nordunga, potem o Suniti Williams, astronautki, ki ima tudi slovenske korenine, in pa o instituciji Ksevt v Vitanju. Tako da me zanima, kako so se v bistvu vsi ti 3 elementi povezali. Gre v bistvu za zelo... V tem filmu je zelo veliko različnih tematik, zelo so zgoščene, koliko v bistvu naporno je bilo to vse skupaj združiti in scenaristično in potem skozi montažo. Si predstavljam, da je bilo kar zelo veliko dela, zelo veliko nekega raziskovalnega procesa. V resnici je to zelo moj osebni film in je tudi bil koncipiran v bistvu zelo na način, kot jaz sicer delam svoja čisto avtorska dela, ki so ponavadi v galerijskih prostorih. In to so pač nekako, jaz sem sicer filmska režiserka, ampak me zelo nekako vznemirja pač ta še drugi aspekt filma, v bistvu kot neke pač dejansko umetniške zvrsti, ki je še vedno v razvoju. Ne? In na ta način tudi te dokumentarne filme zelo tako koncipiram, oziroma oni mene v resnici gradijo, ker se jih lotim dost poetično. S tem seveda je odzadaj veliko raziskave. Ne? V bistvu zdaj bom malo tako zavijala, ampak tako je tudi ta film nastal. Ne? Dejansko že dolga leta v bistvu vse svoje projekte nekako
nekako delam v duhu te povezave umetnosti in znanosti, ker to me recimo, to me pač tako, je to moj drive, ne, zadnjih 15-20 let in na ta način pač pridem seveda v stik tudi z nekaterimi temami, ne, v bistvu, tako da to Sunito Williams, ne, sem jaz odkrila čisto skozi to iskanje oziroma skozi te neke moje interese, ne, in po drugi strani se je pač istočasno pač nekako tudi pojavila ta arhitektura, ne, Ksevta, ki se mi je zdela pa dejansko v bistvu tudi en tak presežek, oziroma to je Ervin Hladnik-Milharčič je super napisal, ne, da v bistvu vse težave so rešljive, ne, vsi problemi so v bistvu možni pozitivne rešitve, če se lotijo stvari ljudje z vizijo, ne. Sicer na nek način pač gledamo na to Sunito kot neko astronautko, pač kot neko zaključeno osebo. Meni se je pa zdelo, ravno ko sem jo spoznala, da je pač več kot to celo, čeprav ona je nekako v tem smislu, kar nek človek lahko doseže, ne, z neko ambicijo, mislim, res dosegla marsikaj, v tem čisto tako v strukturi, ne, pač ko v neki strukturi nekam prideš, ne, ampak ona je dejansko tudi eno tako čist duhovno bitje, ne, kar je zelo kontradiktorno, ker je vojakinja v resnici, ne, ampak ona je popolnoma ima te indijske, ne, v bistvu to filozofijo in ona to živi tudi, ne, in to je res ena zelo zanimiva situacija, ki se dejansko upam, da tudi nekako izraža v filmu in nekako tako, no, so se te stvari gradile, ne, ker gre zelo za podoben princip, ne, dejansko potem še ta situacija Rusije, ne, ki je meni zelo veliko pomenila in ta konfrontacija Amerike in Rusije, ne, ki mogoče zgleda tle v filmu na prvi pogled zelo na prvo žogo, ampak to dejansko tako funkcionira, to ni bil moj konstrukt, da bi jaz to želela, ampak to se je zgodilo in dejansko to je bilo res zelo fascinantno, ko smo tja prišli, ne, ker nas producent skoraj ni spustil v Moskvo, ne, ker je bilo takrat res top kriza, ne, z Ukrajino. Oni pa tam dejansko funkcionirajo popolnoma in vidiš, da dejansko na nek način je velikokrat vse, kar mi dobimo skozi medije, čista farsa, ne. In tudi dobila sem dejansko občutek, da oni nikoli se ne bojo počeli, ne. Rusi, oni že žugajo tam Putinu, pa ne vem kaj, ampak tukaj dobiš pa en tak čist in da dejansko je mogoče, da taki ljudje, ne, ki pač kolikor lahko, kolikor zmorejo, ne, znotraj teh institucij, ne, da dejansko lahko pa gradijo eno pozitivno pač, ne vem, vplivajo pozitivno na to človeštvo ali na razvoj, ne, ker imajo pa dejansko moč, ne, imajo pa vseeno v rokah neke vzvode, ki pač gradijo to civilizacijo in seveda, zdaj to bi lahko razpredali še, ker vidiš pa potem v enem stavku, ne vem, če ste ga opazili, ker pa vidijo oboji, ne, da v resnici nad vsem je pa kapital, ne, da v bistvu kapital vodi cel svet, ne pa da v bistvu in Rusi in Američani v teh svojih programih vesoljskih imajo v nekem trenutku zavezane roke, ne. In po drugi strani Živadinov, ne, z Ksevtom je naredil eno zelo smart potezo, ker je v bistvu k temu projektu povabil, ni naredil razpisa, povabil je največje tekmece med slovenskimi arhitekti, ne. In vsi so morali dati vse od sebe, ne. In to se mi zdi taka res pomembna zadeva, ne, da dejansko tudi v našem svetu, ko smo pač umetniki, ustvarjalci, ne, da je včasih premalo tega, da se vsi naprej dvigujemo, ne. Ampak jaz sem toliko vesela vsakega uspeha, ne, tako mislim, se mi zdi, da večkrat je pa tako neki, tako kar ni neke te zdrave konkurence in tako, in da bi več sodelovali, no. Tako nekako sem želela tudi, da s tem filmom nekako tako, ne zdaj direktno na, to je zdaj bila medklic, ampak da malo manjka, ne, v našem prostoru tega sicer, mogoče bo kdo rekel naivnega, ne, neke pač te pozitivne usmerjenosti, no, nekako v prihodnost, ne, čeprav to jaz ne rada izgovorim, ne, ampak pač moram tukaj, ker pač to nekako poskušam skozi filme, ne, ampak to me vodi na nek način, no, tako. Super.
V bistvu mogoče še eno vprašanje za oba. Zdaj, v filmu je bilo uporabljenih kar nekaj posnetkov iz NASA, pa me samo zanima, koliko je bilo težko pridobiti dovoljenja za te posnetke. Mogoče to... Sej to lahko samo na kratko z NASA, ni bila nobena težava pridobiti posnetke. Jasno je navezala potem večji kontakt še s Sunito in Sunita je potem določila nekoga v NASA, kjer je potem... Mikrofon, če mu daš. Saj tle en mikrofon, ne dela. Dobro, če še enkrat to ponovim, da niso bile težave za pridobiti posnetke iz NASA. Namreč jaz sem potem navezala stike s Sunito in prosila, če lahko kaj dobimo teh materialov. Sunita je dala naslov določene osebe, enega fanta, in ta je v trenutku poslal vse, kar smo želeli imeti. Tako da je poslal v polni kvaliteti. Dočim, ko smo pa želeli imeti iz Rusije kakšne posnetke, pa nam ni uspelo nikakor dobiti, niti z ambasade, niti nič, nobena stvar ni funkcionirala. Ko smo bili tam, je bilo vse v redu, ne? Nema problema, vse je krasno, vodka, vse to, ampak na koncu so bile težave, ne, kaj to pridobiti. Ne, oni so v bistvu, Rusi so taki, da pač, jaz bi morala, to ni bilo več možno, da bi šla še finančno gor, ampak bolj so mi pa iz NASA ruske materijale. Ko smo pa par posnetkov dobili, to pomeni od tega režiserja Ujca, Romuna, kateri je dal kozmonautu, enemu od teh je dal kamero, da so lahko posneli v vesolju in to je bilo v času, ko je bila ta revolucija v Rusiji. In od tega filma smo odkupili, ampak so nam dovolili samo 2 minuti odkupa posnetkov, ne? Za kar velik denar, ampak to smo to dobili. Tako da zdaj večina je posnetkov seveda iz NASA, kar smo pa v Rusiji posneli, smo pa v Zvezdnem mestu posneli posnetke, ne, tako da. Ja, Rusi so malo togi, ne, se to ne, da ne bi hoteli dati, ampak pri njih je to pač tako, ne, mislim, mogoče malo bolj pač se mi zdi, mislim, se ne ukvarjajo, če nimaš tako pač, če ne prideš tja, pol dobiš pa vse, ne. Drugače sem še do te moment, ko sem zdaj rekel, sem poslušal kako hiške, nekaj smo tudi mi posneli eno tako hiško, ne. Vidva sta posnela hiško z številko in ulico, mi smo pa tako imeli brez tega, ki kroži okrog, ne, tako da, in tam so tudi ljudje eni in drugi, tako da je tudi malo podobnosti. Zaključna misel, ker nas čas malo preganja, bi se vsem lepo zahvalila, da ste bili tukaj z mano. Hvala. Pa v bistvu kar v studio vabim ekipe naslednjih 2 filmov, in sicer kratkega filma Ljubezen na strehi sveta. Za ta film se nam bosta pridružila Jan Cvitkovič in Anja Vrdlovec, in pa ekipo filma 4 stvari, ki sem jih želel početi s tabo. Režiserja in scenarista Miho Knifica, scenarista Žigo Valetiča in glavnega protagonista, igralca Klemna Novaka. Lepo pozdravljeni nazaj v Zajtrke z avtorji. V studiu se nam je že pridružila ekipa filma 4 stvari, ki sem jih želel početi s tabo. In sicer scenarist Žiga Valetič, scenarist in režiser Miha Knific, ter igralec, glavni protagonist Simon, Klemen Novak. Lepo pozdravljeni. Mogoče bi začeli kar na začetku, pri scenariju. Kakšno je v bistvu, vidva sta prvič sodelovala skupaj pri scenariju? Kako je potekal ta proces? Kako sta v bistvu se sploh našla, da bosta delala film skupaj? Mogoče kakšna zgodba o samih začetkih tega filma? Jaz sem poslal TV igro na razpis Televizije Slovenija. Televizija ima, mislim, da vsako leto ali pa redno, skratka, te anonimne razpise za TV igre in celovečerne filme. In na uredništvu so rekli, da bi mogoče iz tega rajš naredili celovečerni format in smo začeli pisati novo zgodbo oziroma nadgrajevati. In v neki točki seveda je treba potem poiskati režiserja, ne. Mislim, da je običajen postopek tako, da producent potem nekako oceni, kdo v tem prostoru bi lahko neke vrste film delal, da prebrati in potem vidi odzive, ne. In Miha je to pač prebral in videl neko priložnost za
za zgodbo, ki jo je hotel povedati. A ne. Tako da od tiste točke naprej sva skupaj sodelovala in mislim, da je trajalo približno leto pa pol, a ne, postopno, tudi sredstva niso bila takoj za film, ne, tako da smo imeli nekaj dlje časa, na koncu sreča v nesreči, da smo imeli nekaj dlje časa, da smo delali na scenariju, tako da proces je bil pa zanimiv. Mislim, da zame je bila fina izkušnja, zaradi tega, ker je Miha je velik vizualec in ena stvar, ki sem se jaz v tem procesu naučil kot scenarist, je zelo pomembna stvar, je, da stvari pokažeš, ne da jih pojasnjuješ. In v tem filmu ena stvar, ki vem, da dobro funkcionira v tem smislu, je, da res ne pojasnjujemo ama čist ničesar. To tukaj gledamo in to je to. Ne? Tako da v bistvu to je to, kar sem jaz iz tega partnerstva res najboljšega odnesel. No? Tako da pa v bistvu neka osnovna ideja za film je bila tvoja, potem sta jo pa skupaj na nek način nadgrajevala. Zdaj film prikazuje zgodbo mladih ljudi v zgodnjih 30-ih in na nek način tematizira njihove pretekle in sedanje ljubezni ter nekako na nek način iskanje samostojne poti v življenju. Odkje je v bistvu zanimanje za to vrstno tematiko, zakaj te v bistvu ta stvar tako zanimala, da si se odločil o njej napisati scenarij? Jaz povedam. Žiga so zanimale tudi druge stvari, malo večje, ki pa meni niso bile všeč v osnovnem scenariju. Ker se mi zdi, da to, da nosimo v sebi neko ljubezen, neke kovčke, prtljago s sabo vlečemo, je stvar vsakega posameznika, čist vseh izmed nas. V osnovnem scenariju je bilo pa, da je glavni lik zelo priznan slovenski pisatelj. In se mi zdi, da absolutno, da smo umetniki bolj odštekani in da se tudi več dovolimo, ampak ravno kar mi je zanimalo pri tem je to, da je Simon v bistvu nek skoraj negativni lik, ne? Lik brez jajc, brez neke volje do življenja, nekdo, ki se je prilagodil, ker življenje je tako, da v nekem trenutku moraš ga sprejeti takšnega, ki se ti ponuja. Ne? Najprej smo polni idealov in ciljev, s časoma se nam pa to ruši. In druga priložnost, ki jo je nekako dobil ta fant, ga je zbudila. Sicer je spet postal čisto otročji, tako kot tudi Maja, ampak v ljubezni smo vedno otročji. Ja, na nek način se mi je zdelo, da so ti ljudje mogoče, ne vem, na festivalu smo gledali en odličen kratki film Jašek, ki se ukvarja prav s tem, da so mladi ljudje zdaj v bistvu nekako, da so, ne spomnim se zdaj slovenske besede, stuck, ne, pač nekako so se obtičali v neki te situaciji, iz katere ne morejo, in se mi zdi, da so te pač protagonisti, da so se znašli v podobni situaciji in da v bistvu na nek način, čeprav še niso zdaj neki zelo veliko stari, so že začeli se nostalgično spominjati svojih prejšnjih časov. Ona dva, ko se ponovno srečata, si v bistvu, ne vem, se spomnita teh 10 stvari, ki sta jih želela početi in nekako želita podoživeti te občutke, ki sta jih takrat imela in kada se nekako v bistvu ne uspeta premakniti naprej, ne, iz tega življenja, da nimata te moči, da ne vem, mislim, jaz mislim, da generacija, se pravi naša generacija je precej stakt, ne, je precej obtičala nekje, malo bom zakrivil naše starše, da nam preveč nudijo, da se počutimo zelo varni, se pravi, zato da nekaj dosežeš, se moraš boriti, ne. In tudi v filmu smo to hoteli pokazati, da pač borba celo pretep je potreben, da se nekaj v tebi premakne, ne. Sem eno stvar vmes. Lej, danes sem eno kritiko prebral in novinarka pravi, da v bistvu je to film ocenila kot film suspenza, kar jaz osebno nismo ga imeli, mislim, da namena tazga delati, pa mislim, da to ni film suspenza, neke napetosti, ne.
In zanimivo napisala je, da bi rada videla, da so oni frustrirani zaradi svoje brezizhodnosti in da bi rada več tega videla. In to je mogoče upravičen pomislek. Po drugi strani je pa protislovno ravno to, da veliko teh mladih, ki so obtičali, jim zares ni hudega. In velikokrat niti ne vidijo, niti ne razumejo, da bi se morali začeti boriti, ker ne vejo, zakaj bi se sploh borili. In ta v bistvu ugodje vsega tega je tisto, kar je še toliko bolj zanimivo za moje oči. No. Tako, ampak pač je pa... Ja, ker v bistvu ni problem eksistenca, ne? Ker so mame še vedno tako mlade, da greš vedno lahko nazaj k mami domov. Ne? Ja, mislim, da si včeraj na nek način rekel, da so pravzaprav odnosi njihov edini tak resničen problem, da pravzaprav nimajo nekih... Ja, odnosi in pričakovanja. Ne? Mojca, Maja, hod gledati flete samo zato, da lahko fantazira, kako bi lahko bilo. Ne? In zelo težko je doseči cilje. Mogoče v tem času še teže, kot ne vem, so naši starši v 70-ih, je bilo vsega dovolj in tudi tretirali so te prej, tudi zaradi generacijskega preskoka, ker je pač zaradi vojne in vsega. Danes te zelo dolgo tretirajo kot mladega, talentiranega. Ne? Pač treba je pa uresničiti te stvari. Tako da midva sva hotela narediti film o neki generaciji, o način danes. Hotel sem tudi pokazati, kako je telefon nekaj najbolj iritajočega na svetu. Če nočeš, da te nekdo dobi, res bi najraje stran vrgel telefon. Ne? Zaradi tega, ker se sploh ne moramo skrivati in to jemlje svobodo. Ne? Dejansko mi mislimo danes, kako smo svobodni s temi telefoni, v resnici pa nimaš niti 5 minut miru, ne v bajti, ne zunaj. Na misel sem imel sam. Prej, ko smo govorili o tej varnosti, ne, v bistvu vse imamo od zunaj, ne, in malo mogoče zato, kar so naši starši dali čez, zdaj nas pravzaprav toliko bolj pazijo in nam je vse dano, delajo nadure, delajo vikende, zato da imamo mi vse. Ne. Pa mogoče zdaj problem nevarnosti ni zdaj zunanji, ampak je zdaj ta v bistvu, kdo sem jaz in v kontekstu tem pa imam občutek, da pravzaprav nismo toliko nevarnem, da se lahko res izražamo, da pravzaprav sploh ne veš dolg časa, kdo zares si in tudi, a zdaj lahko jaz to pokažem ali ne. Tle recimo zanimivo s kolegom sem imela pogovor par dni nazaj, ko je pravzaprav otrok je rekel zelo iskreno, da mu nekaj ni bilo všeč nekomu drugemu in potem so starši rekli, zdaj pa pet v sobo, ne. In rekel, koliko je zanimivo, pravzaprav zdaj smo mi njemu naučili, da ti ne smeš biti iskren. Ne? In tako da mogoče pač ni zdaj toliko problem zunanje, torej eksistence pa ne vem, materialnih stvari, ki nam omogoča neko rast, ampak zdaj prehaja ta konflikt od noter. Ne? Ja, v bistvu vsi se zelo bojijo biti prizadeti, ne, in se potem na nek način konstantno izogibajo nekim situacijam, v katerih bi lahko bili prizadeti. Zdaj, ne vem, ti si nek nov obraz v bistvu v slovenskem filmu, ti živiš in delaš predvsem v tujini. Mislim, zdaj ta problem, o katerem se pogovarjamo, ne, ni specifičen samo za Slovenijo, ampak najbrž tudi za cel svet. Ti imaš neko zdaj to drugo perspektivo, pa me zanima, kako ti to vidiš. Ja, dejansko je pač tako vsaj recimo nekaj v zahodnem svetu bi rekel, da je to nek globalen problem, ne? Pač problem identitete, ne? In pač problem tega, da zdaj imamo pač, ne vem, milijoni ekranov, so posod vidiš, kako drugi živijo, posod imaš neke vplive, neke inspiracije, nekaj je tega primerjanja, če jaz zdaj tle živim, ampak le kako on tam živi, ne, on gre ful boljš, ne, prek Instagrama in prek Facebooka, mislim, vsi bolj živijo kot jaz, ne. In potem ta neka razkorak med tem, kar jaz res imam, to neko v bistvu hvaležnost za to, kar imam noge, lahko naredim, lahko se dvignem in grem nekam, ne, ampak v bistvu to neko silo nam jemlje, pa pozornost v bistvu iz tega, da dejansko, ne, mogoče v danem trenutku vse, kar ima še tak edini korak naprej, ne, ampak nam jemlje moč za to, ne? In zato dosti ljudi pač dejansko ostaneš zataknjene. Jaz posebno moram reči, da pač jaz sem nekako pač malo to strelca v meni, ali ne vem, jaz sem že od nekdaj tak, da pač če se
se suješ, se pobereš na noge in greš naprej in vedno iščem pač te neke meje, kaj zdaj, ne. In veliko stvari sem zamenil skozi življenje in pač to, da zdaj, ne vem, v tujini živim, mi mogoče da malo drugačne perspektive, se v osnovi je pravzaprav podobno. Kako pa je v bistvu so tebe uspeli prepričati, da si sodeloval pri filmu? Pul sem ga mogel prepričati. Ja, točno 1 sekunda je trajalo. Ne, v bistvu pač, ne vem, mogoče če sprašuješ, kako smo se spoznali. Preko prijateljice, kostumografinje Sanje Grcič, ona je rekla, tega moraš spoznati Miha, on je super režiser. To je bilo, ne vem, 5 let nazaj, sva ugibala prej, ne vem, sem rekel 3, pa rekel ne, je bilo kar več. In pol pač tako, spoznala sva se, pač hitro poštekala, tako, čutiš neko vezo, čutiš, da pač nekaj je, da bi rada bi skupaj delala, ok, cool, se vidimo, ne. In pol, ne vem, v začetku lanskega leta sem pač dobil mail od njega, hej, tole nekaj se pripravlja z RTV, a me bi te zanimala glavna vloga, sem rekel, ja, seveda. Sodelovanje pa je pozitivno, imate že kakšne nadaljne načrte za nove projekte? Ja, ne, ki smo se pogovarjali, ampak je bil bolj tako. Bomo videli, jaz mislim, da je, in to, kar sem tudi doživel, je to, velikrat so določeni igralci, ki delujejo povsod zelo oni. Klemen je pa fascinanten, ker ko se vklop kamera, jaz ne vem, je to newyorška šola ali kaj je to, ko se vklop kamera, je popolnoma lik, ki ga igra. Ne? Se pravi, moram priznati, da sem zelo užival v delu z njim, tudi z Mojco, ki je mi top, Markotom. Super je bilo tudi, da sem jih majčkeno spreminjal. Mojca je precej mila punca, v filmu je kar divja. Marko ta poznamo predvsem z nekih precej bolj socialnih tem in oče samohranilc, ne vem, vedno ima težavno življenje, tukaj njegovo težavno življenje ga nima, mu je edina težava to, da ne najde miru. Prej je Klemen omenil iskrenost, ne? Ja, o iskrenosti smo tudi hoteli govoriti o tem filmu, ker se mi zdi, da si vse preveč lažemo, tudi sami sebi. Tako kot je Klemen začel, zakaj imamo ta problem se sploh najdeti? Zato, ker je izbira taka. Včasih si, po mojem, za trgovino, kjer je bilo, celo ni bila samo podstrežna, rekel si, kaj naj ti dajo, si upravil v 5 minutah, danes greš po čist iste stvari, mislim, iste. Vsebinsko iste, samo da je film 30, da se ne veš odločiti, in izbiraj nekaj, kar te vrže v blazno nelagodje. Tudi glavnega lika, ta izbira med dvema pahne v nelagodje, ker ti se že odločaš vnaprej, samo to odločitev je pol treba tudi realizirati in to je težko, se vemo. Če bi izpolnili vse svoje sanje in odločitve, bi po mojem vsak od nas bil največji genij na svetu. Mogoče 50% tega, če gre skozi, je veliko. In želel sem govoriti o ljubezni, ker je to veliko bolj pomembna stvar kot socialni problemi, veliko bolj pomembna stvar kot politika, segrevanje zemlje, ker je nekaj, kar je večno. Ljubezen je bila in bo. Vedno smo se zaljubljali, vedno smo si bili eni bližji. Tudi super mi je, ker smo namerno naredili, da je Iva Kranjc je majčkeno bolj seksi, kakor Mojca Fatur, na nek način, meni ne, ampak. Ne, ampak bi pričakoval, pač urejena je, vse ima, ampak se Simon vseeno odloči za težjo izbiro. Zaradi tega, ker vse vemo, kako je. Eni si bolj dišimo, ne vem, kako se temu reče. Ok, fantje, najlepša hvala, da ste se nam pridružili tukaj. Veliko uspehov še naprej. Mi pa v kratkem nadaljujemo še zadnjim zajtrkom danes. Tukaj v studiu se nam bojo pridružili ekipe filmov Impromptu in pa Psi brezčasja. No, končujemo te
zajtrke, petkove zajtrke z avtorji in v čast mi je, da je z menoj ekipa filma Psi brez časja, režiser Matej Nachtigal, Primož Vrhovec kot igralec v vlogi Roka Osterberga in Vida Breže v vlogi filmske Katarine. Težko pričakovan, v bistvu neodvisni prvenec, ne? Že te dve besedi, neodvisni prvenec, ne? Za tebe. Tako je. Kaj ste vse preživeli, oziroma a je bila proces nastanka tega filma, a je bil težavno delo, ki je trajalo zelo dolgo, ali je bil to ta... Mislim, definitivno je bilo težavno delo. Še posebej od same organizacije, pa pol do snemanja, največ pa seveda pol v postprodukciji. Ampak vse to se je dalo narediti zato, ker je bilo toliko ljudi, ki je verjelo v to idejo, ko je prebralo scenarij, ko je videlo vizijo v tem, da so mi pomagali in na koncu je brez problema šlo čez. Moram povedati, da je film nastal po priredbi istoimenskega romana Zorana Benčiča, frontmana lani sicer razpadle velenjske skupine Res Nullius, ki se je pa za film ponovno sestala in v bistvu naredila originalno glasbo, ne? Tako je, naredili so. A je Zoran prišel k tebi, a si ti prebral knjigo, pa koliko časa se je to že medilo v bistvu bilo? Ko je on izdal knjigo, jaz sem jo takoj potisnil, ker seveda poznam Res Nullius in so isto Velenjčani. Ko sem prebral to, jaz sem že videl kadre, videl sem scene. To je bil tako dober, originalen material. To je v stilu Jamesa Ellroya pa Raymonda Chandlerja. V slovenščini, v slovenskem jeziku, kaj takega še nihče ni naredil. In če je kdo sposoben, če je kdo sposoben to narediti, je to Zoran Benčič. In jaz sem pol potisnil kontaktiral Zorana, smo se dobili na eni pijači, ki je trajala zelo, zelo dolgo. In smo ugotovili, da imamo približno isto špuro v glavi, kar se tiče vizualiziranja tega materiala in tek je pol krenulo počasi vse naprej. Naredila scenarij, naredila casting in tako. Matej, ti si v bistvu diplomiral grafično medijsko tehniko in pol si pa šel na specializacijo v Sarajevo, smer fotografija na magisterij, ne? Tako. Si pa Velenjčan? Velenjčan. Veleje. Veleje. Zdaj to, Velenjčani v bistvu gre vsi ven, torej ne prijete do Ljubljane, ampak izberete potem prostore bivše Jugoslavije, mesto je multikulturno, to se pozna, ne? Tako. Po moje je, mislim, hvala Titu, da je naredil ta eksperiment, en lonec, en genski bazen, ki se je razmešal, da je take nore ljudi ven plunil, da so sposobni kaj takega narediti. Jaz bi pohvalil v bistvu tudi diopija vašega, Vladan Janković, ki je pokazal, da je Velenje res lepo zgleda na filmu v bistvu, ne? Mislim, jaz sem tudi, ko smo z Vladanom iskala lokacije, sem bil prepričan, da se lahko v Velenju najde vse. Da je toliko različne arhitekture, toliko nekih super scen, skoraj kubrikovskih scen, ki se lahko posname s to betonsko arhitектuro in z Vladanom smo šetala okoli, iskala, smo ugotovila, da se da. In Vladan je res super job naredil tukaj. Ok, mogoče zadnje vprašanje za tebe, casting, torej izbor igralcev, zdaj imamo tle dva mlada in glavna, ampak naredili ste, se mi zdi, fenomenalno stvar, da ste na filmu uspeli dobiti Iva Barišiča, Nika Goršiča, Radka Poliča in še kakšen zelo pomembno se verjetno. Tukaj je zopet to, ko so ljudje, kot sta Ivo pa Niko prebrala scenarij, sta oba dva videla, da to je nekaj popolnoma originalnega. Niko še posebej, ki je že prej čislal Zorana zelo, je pomagal pri tem projektu, ne samo s tem, da je igral, ampak tudi pri vse ostalo, kar smo rabili, smo se lahko zanesli na njega in nam je pomagal. In se mi zdi, glih to daje neki mladi igralci, pa neki starejši skupaj dajo nek poseben feeling. Dajmo Primožu, oziroma mikrofon, če znam širok in zdaj, a boš potrdil to, da je ta interakcija, oziroma koliko si sploh preživel ti na sceni tudi s starimi igralci, se niste snemali, koliko dni snemanja še to mogoče? Mislim, meni se zdi, da je bilo en mesec, nekaj takega. Mislim, snemalnih dni je bilo za en mesec, torej vse skupaj je trajalo mesec, pol mogoče pa. Ja, jaz moram reči, da sem z vsemi temi igralci zelo veliko časa preživel, ne? Ker smo imeli tudi zelo intenzivne vaje, preden sploh smo začeli snemati. Tako da smo na en način tudi pobrainstormali skupaj, ne? Ko je prišel scenarij, kaj bi kdo spremenil in je pravzaprav vsak od nas, od igralcev, dal del sebe noter, tudi v samo interpretacijo teksta, ne? Tako da smo imeli zelo intenzivne vaje in to se, mislim, da tudi pozna na filmu, ne? Eni od drugega smo se učili in to je bilo odlična izkušnja, ne? Starejši igralci so nam veliko teh izkušenj predali, ne, glede kamere in vsega, mi mlajši pa mogoče skočno to z entuzijazmom in energijo, tako da je pa res, da nas je Romano sam združil v to, kar smo verjeli, ker je res ena odlična stvar, ker jaz sem ga prebral, preden sem sploh dobil scenarij.
In potem res ni bilo težko reči, ja, ko so me zbrali. Ti pa nisi Velenjčan v bistvu? Ne, jaz sem pa Ljubljančan. Ljubljančan, študiral igro v Beogradu? Tako, jaz sem študiral. Tako, jaz sem v Beogradu študiral in ne vem, mogoče, ali pa sem skoraj prepričan, da ta najna balkanska duša oziroma je tudi nekako naju združila, da sva res začela poglavitno, ja, da sva začela res da sva začutila, kaj hočeva pri tem filmu, predvsem to, kar je Matej povedal, katero dušo bi rad dal, sem jo zelo hitro začutil, kaj hoče in mislim, da zato ni bilo tako težko narediti roka. To, no. No, čeprav razumem, cel mesec, mislim, ni bila cela ekipa skupaj. Ja, seveda ne. Recimo Radko Polič so prihajali na en dan, recimo, verjetno, na sceno. Tako. Kaj pa Niko Goršiča je on tudi bil na festivalu, je tudi prisoten, pa zelo rad komentira. Ne bom zdaj rekel komentarje, ker sem ga slišal po projekciji filma, ampak on je tak, da res reče direktne stvari. Niko Goršič je nor človek v pozitivnem smislu in to je na tak način nor, ki jih imamo radi. In glih s to norostjo je on dal temu filmu tudi neko dodano vrednost. In z njim, ne vem, vse je lepše. Tudi njegovi komentarji so dokaz njegovega karakterja. Ja. Meni je žal, ker nisem knjige prebral, ampak jo bom zdaj obljubim in v bistvu upam, da bo zaradi filma tudi knjiga se še bolj prodajala. Ni tako pogosto v Sloveniji tudi, da imamo dober roman pa dober film, lahko rečem. A je v filmu, recimo, ko imamo vidva, se znajdeta tudi v intimnih situaciji, in ste se odločili, da niste šli preveč na hard, ne, v bistvu. To bom kar jaz odgovoril. Meni se je v ranah, ko Bijelo Grlić leži tam pri grobu in reče, zakaj v starih noir filmih nikoli niso pokazali fuka. Zato, ker Humphrey Bogart ni pokazal svoje čarolije. In to je tudi čar noirja. Innuendo je važen, ne pa samo dejanje. S tem bi se dejansko vse ostalo razblinilo. Tudi jaz sem to hotel ohraniti, da vse do tiste točke mora pripeljati, pa je pa vsem jasno, kaj se zgodi, ni važno, da se to kaže sploh. Strastni akt. Tako. Vida, ti si bila, oziroma bi bila pripravljena se tudi sleči pred kamero in če bi zahteval režiser to od tebe? Ne samo sleči, tudi še kaj več, recimo, če gremo, če se zdaj... Ker mislim, da je zdaj v sodobnem filmu ravno smo pri tem, gledali smo film francoskega avtorja, Ljubezen francoskega avtorja Gaspara Noéa, kjer so prizori posneti direktno, konkretno, v bistvu, igravci, ne dublerji, ne? Konkretno ne vem. Ampak, kar se pa tiče sleč mislim, seveda odvisno od scenarija v prvi vrsti, če zdrži vodo, potem seveda za dobro zgodbo se človek seveda tudi sleče. In pač seveda odvisno od režiserja in od celotnega paketa. Ker sama po sebi jaz tudi nisem za slačenje, ker smo slečimo. Kje si najdu, oziroma na kakšen način? Oba sem najdu na castingu. Prijavila si se na casting in to. Za tebe sem iskal malo podatke in v bistvu Tošelj 2007, Norega se Metek ognja 2005, celovečerni film je že v bistvu zelo dolg časa nazaj. Kje si pa bila vmes? V bistvu sem čakala, da se ti filmi dokončajo. Naokrog pač delala sem različne stvari, včasih tudi v gledališču. Potem ukvarjala sem se s scenaristiko, pa režijo, z večjimi različnimi stvarmi. Največji izziv na snemanju Psov brez časja, oziroma je bil trenutek, ki se je pojavil tudi med vama dvema, oziroma da ste imeli recimo krizni sestanek, nekaj ni v redu, da imamo... Najhujši je bil urnik, samo to, ker smo imeli omejeno število dni, roman oziroma scenarij, ima pa ogromno lokacij, ogromno enih likov in vse to pol stlačiti v neke snemalne dni, to je bil največji challenge, ostalo pa brez problema. Jaz mislim, da moramo omeniti v bistvu tudi vašega producenta, Tomija Matiča, ki celo odigra eno vlogo skinheada oziroma britoglavca, oziroma mafijaša, ko bi rekli. Dajmo povedati na kratko, pač neodvisen film in zdaj tle se že šušljali, kako neodvisen na koncu je bil logo RTV Slovenija. Tako. Razloži nam, v bistvu mislim, da ste dobili samo nekaj fundusa na uporabo. Tako, mi smo dobili od Vibe tehnično opremo na revers
za tisti mesec snemanja in dobili smo kostume od RTV Slovenija iz njihovega fundusa. In to je praktično vse, kar smo mi dobili od države. Vse ostalo je bilo v naši režiji z našimi, kaj je to, lovkami, kakor davč mi sežemo in kar lahko mi zrihtamo. Predvsem pa Tomi Matič. Brez njega to sploh ne bilo možno. To je bila v osnovi zelo mala ideja, potem je pa Tomi Matič uletel, ko je ena bomba v sobo in je to dvignil na en čist drug nivo. Občina Velenje ni nič časa. Občina Velenje je pomagala z hostlom, s tem, da smo imeli kje za spat, da smo imeli za jest, da smo lahko se prevažali iz lokacije na lokacijo. Organizacijsko so nam pomagali, denarno pa nam tudi oni niso mogli kaj, ker to je bilo leto po Evropski prestolnici kulture in so bili totalno iztrošeni vsi. Dali so pa vse, kar so lahko. Jaz bi, ne vem, končal to, nažalost, v bistvu nas čas preganja in festival teče dalje, tako da bi lahko res še zelo dosti se pogovarjal, ampak bi jaz vsakega od vas še vprašal, recimo, tako brezčasje, ne, kaj je ta simbol? Ti si že dal par izjav, ja, torej o brezčasju. Kaj pomeni ta simbol? Ja, kaj tebi pomeni, recimo, konkretno osebno? Je za stvari, ki so dobre, če so brezčasne, odlično, če pa ni v redu, pač ni v redu, ampak brezčasje je lahko toliko različnih stvari in je, mislim, zame osebno je pač nekaj, kar nima ne začetka, ne konca. Je sam univerzum. Mislim, da v našem filmu pač govori o enem posebnem univerzumu, o enem posebnem svetu, kjer seveda vlada korupcija, zmeraj je vladala in očitno tudi zmeraj bo vladala. Brezčasje zame je pravzaprav trenutek. Trenutek, ko se čas ustavi. In to je brezčasje. Ki je pravzaprav malo kontradiktorno, ne? Ampak mislim, da vsi v tem svetu, ki je dost konfuzen, zmeden, težek, iščemo te trenutke brezčasja, kjer si lahko samo ti, sam sabo ali pa z nekom, ki ti da ta občutek brezčasja. Jaz sem samo što rekel, da v bistvu tu kot psi brezčasja gre za, kot prvo v filmu se nikoli ne omeni, kjero mesto je, kjer čas je. To ni važno, gre za neko zgodbo, ki se lahko dogaja v kjermokoli času, v kjermokoli mestu in se dogaja. Govorimo o neki osnovni človeški naravi, o neki gonilni sili, ki je vseh nas in se niti približno še ne bo menjala. Ko bomo mi vsi že zdavni mrtvi, bo to še vedno isto. Tako tukaj govorimo o neki stvari, kar tudi noir sam raziskuje in to je to, ti si rekla korupcija, jaz bi rekel, da to je po moje naša gonilna sila in to je boj za preživetje. In to iz nas vsakemu drugače ven seka in to je to. S temi besedami se vam zahvaljujem. Želim filmu dobro pot. Upam, da tudi zaradi Festivala slovenskega filma so to opazili kinematografi, distributerji in da se bo dejansko pokazal v Sloveniji, ker si zasluži. In uživate še do konca festivala z nami na tem sončnem laboratoriju. Ti moraš nazaj na vajo v Ljubljano. Jutri prid nazaj, no? Pridem pa absolutno. Super. Hvala vam. Hvala lepa. Sonja Prosenc, režiserka in scenaristka, Rok Sečen, producent in scenarist in Mita Ličen, direktor fotografije. Jaz sem se odločil, da bom prebral ta citat, in to v angleščini, nismo pripravili podnapisov, zato se opravičujemo gledalcem in gledalkam AKTV-ja. You see, this happened a few months ago, but it's still going on right now. And it ought to make us feel ashamed when we talk like we know what we are talking about when we talk about love. Zelo, ja. In je bilo, mislim, da je zelo pomembno, ne, da mislim, se ne razloži konkretno, ne, ampak že ta občutek, ki ga gledamo v bistvu v minimalki, kratki zgodbi, Impromptu, kjer so v bistvu glavna dva lika, Katarina Stegnar pa Primož Bezjak, ki sta na srečo tudi v realnem življenju, tudi par, ne, in profesionalnem, v bistvu srečata v neki krizi srednjih let ali pa ne vem, na nekem razpotju ali pa ponovnem zbliževanju, ne. In v tem trenutku v bistvu poskušata ugotoviti, ne, a je še ljubezen tle ali ni, ne. Odkje ta ideja? V bistvu, in predvsem tudi, mogoče Sonja valjda prva, pa me zanima tudi Roka kot producenta, kar ni zelo vsakodnevno, da je še v vlogi scenarista. Kako ste to?
Moja prva želja je bila, da bi bil to film, ki bi se ukvarjal s tem, na kak način določeno situacijo, ko jo pogledamo z ene druge točke v času, vidimo popolnoma drugače, kot smo videli takrat. In to je seveda čisto vsebinsko. Sem pa tudi v formi probala to pol nekako zajeti. Se pravi, da je ta uvod v film, ki se dogaja v gozdu, si ga lahko razlagamo na zelo različne načine in marsikdo kar vidi, da bo to nek thriller ali ne vem kaj. Ampak v resnici potem z vsakim korakom naprej vsak prejšnji prizor nekako dobiva nov pomen. Tako da to je bil nekako naš štart. Rok je pa drugače že napisal tudi scenarij za moj prvi film, prvi kratki igrani film, tako da to ni njegov prvi ekskurs iz producentskih vod. Po srcu sem bolj scenaristka, producent. Sonja je prišla do mene, tako kar je rekla, ona je štartala iz ene zelo določene strukture, ne? Tako da midva sta se pol usedla tako za par ur na dan, to je trajalo 14 dni, 3 tedne, dokler nisva napolnila to strukturo z vsebino, ne? Zdaj, tle je moja malenkost rahlo pomagala. Mislim, da delate v dvoje scenarij, da je verjetno lahko zelo rešilno tudi, ker se dvomi razblinijo, ker dobiš potrditev, ne? Ker je potem tudi verjetno lažje za celo ekipo, ko se pride do, čeprav govorimo o kratkem filmu, ne? Zdaj, isto delo je za tem, kakor pač za celovečerec, ampak manj časa se v to vloži, ne? Ja, pač manj časa se definitivno vloži, manj napora, ampak je pa tudi vedno fajn tudi, če nimaš kot scenarista, da vsaj sodeluješ z nekimi story editorji in dobiš ta pogled od zunaj. Nam je super, da smo taka ekipa, da dejansko na vsakem projektu delamo praktično od zasnove scenarija skupaj. Tudi Mitja, ki ni sodeloval kot scenarist, je bil praktično skozi vključen. In tudi, kar se mi zdi zelo pomembno pri tem filmu, je zaradi te 6-minutne kader sekvence, ki je nismo hoteli rezati, zato ker jaz sem hotela, da se ta odnos med Katarino pa Primožem razvije, se pravi, od teh zadnjih 12 let, da se zgodi v teh 6 minutah praktično. Se pravi, od tega, da jo spoznamo kot ljubimca ali pa sam kot simpatiji na neki zabavi in pol se v 6 minutah odrola cela ta njuna preteklost, v bistvu celo razmerje do tega trenutka. Sam naslov v bistvu pomeni spontano, improvizirano, ne? Če gledamo prevod, ne? A je bilo kaj spontanosti potem tudi na samem snemanju oziroma ste se zelo striktno držali pol? Striktno smo se držali pri tej kader sekvenci, ki smo jaz pa oba igralca razdelali dejansko na lokaciji, jaz imela pripravljene čist tehnično vse tlorise, kje je v kakem momentu, kjer igralec, kje je takrat kamera, kaj vidimo in smo šli to probati, pol se nam je priključil še Mitja. Ki je na koncu bil odgovoren za izvedbo. Ja, in res posnel 12 teh tekov iz roke, 6-minutnih, kar naporno. Damo še Mitja mikrofon malo, da... Kaj je bilo bolj naporno kot sodelovanje s Sonjo na prejšnjih filmih, recimo v Impromptuju? Ja, ta 6-minutna sekvenca je bila res naporna. Fizično, to še pa ne meni. V bistvu problem je, ko si moraš za 6 minut zapolniti vse pozicije kamere, da se giblješ z igralci, plus tega moraš biti zraven v tej igri, pa se nekako v feelingu spraviti not, da moraš kombinirati razum pa emocije na nek način to skupaj furati. To je največji izziv. Koliko dni ste snemali? 5. 5 dni. Ja, oziroma 4,5. In lokacije v bistvu dobro. Pač predvsem našli ste res livado s snegom, mislim, to ste verjetno iskali, to je bila ta podoba, ki ste imeli v glavi in ste najdeli zares. To smo kje, v peklu, kako ti že kraj. Ja. V peklu. Ne, ta livada je bila v Tivoliju. Ne. V Tivoliju je bil gost, livada je bila v peklu.
Se opravičujem, nisem bil čist na vse, Kratki film pa je manj pomemben za producenta. Me pa še nekaj zanima v bistvu, a ste slučajno, torej pri delu tega kratkega filma razmišljali oziroma testirali karkoli za naslednji celovečerec, ker to je ena stvar, ker recimo vemo, da Jan Cvitkovič to počne zelo pogosto, me zanima, če tudi vi tako razmišljate v produkcijskem smislu. Ja, absolutno ne. V bistvu pri nas se vedno dela kratki film pred celovečercem, gre za to, da Sonja pa Mitja lahko testirata določene elemente, ki bi jih pol probali na celovečercu izvesti v 100-krat večji varianti. Saj zato je bila forma precej določena, ker Sonja prišla k meni z idejo, da bi naredila scenarij. Zdaj je bilo kar precej omejitev. Ampak seveda to ne pomeni, da gremo kratki film delati samo za to kot nek test. Kar se mi zdi še bistveno pri tem filmu je ta en družbeni komentar, ki leži v ozadju in to je ta situacija te iste generacije, o kateri je prej Knific govoril. Se pravi, ki smo vsi bolj kot ne brez nekih rednih stalnih zaposlitev. Tako da nekako v podtekstu filma se mi zdi to zelo pomembno. Obenem pa, če že si to omenila, v bistvu ta zabava pri tej družini, ki je zelo nedefinirana, ampak v očeh mladega fantka, ki zaigra na klavir, vidimo, da ni preveč srečen pod to streho. Ja, zato ker to ni vse. Ampak stvari so pa odprte, pustili ste odprto v bistvu zgodbo, vseeno tudi malo na koncu pač se ne ve, a sta preživela ali nista, mislim, zelo fino. To je tudi ena od osnov pri scenariju bila v bistvu prav kratka zgodba, kjer ne pride do razrešitve, ampak pride sam do streznitve. Evo, upam, da bo, ker smo to povedali, pa zdaj rekli, v bistvu ta cela debata o kratkih filmih v Sloveniji, ker jih eni res omalovažujejo, eni si mislijo, ja, pa sej to ni, eni pa delajo 25-30 minutne miniaturke celovečercev v formi kratkega. To, kar ste vi naredili, se mi zdi, da je zelo pomembno in da ni lahko narediti tega, da zdrži 15 minut v bistvu ta razpon oziroma dramaturgijo in vse, tako da super. Hvala. Hvala za to. Zajtrki z avtorjem končani, program gre dalje, FSF gre dalje. Lep pozdrav iz sončnega, vročega Portoroža.